Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na obravnavo prekinjene prve točke, to je na predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije. Objavljam izid glasovanja. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 25. maja 2022. Razdeljenih je bilo 85 glasovnic. Oddanih je bilo 85 glasovnic. Neveljavna je bila ena glasovnica, veljavnih je bilo 84 glasovnic. Za je glasovalo 54 poslancev. Proti je glasovalo 30 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Robert Golob z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Vlade Republike Slovenije. Robertu Golobu čestitam in mu želim uspešno delo pri upravljanju dolžnosti predsednika Vlade. In sedaj doktorja Roberta Goloba prosim, da v skladu s 113. členom Ustave priseže pred Državnim zborom. Prosim. Hvala, predsednica. Spoštovani kolegice in kolegi. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Želi predsednik Vlade, dr. Robert Golob, nagovoriti Državni zbor? Boste najprej podpisal, prosim. Najprej podpisal. Pa vas prosim za vaše besede. Še enkrat se vsem zahvaljujem za podporo, tudi za konstruktivne predloge, tudi za tiste malo manj. Hvaležen sem in ponižen, kot sem začel. To, da sem lahko danes tukaj. Da bom lahko Slovenijo peljal v boljšo prihodnost. V prihodnost, ki si jo vse naše državljanke in državljani zaslužijo. Hvaležen sem vam, ki greste z nami od začetka poti, in hvaležen bom vsem vam, ki se nam boste mogoče pridružili kasneje, ko boste videli, da ta pot je skupna, ker dejansko želimo delati dobro vseh. Hvala. Lep pozdrav tudi vam, vsem medijem in predvsem gledalkam in gledalcem. Rad bi se zahvalil vsej pilotnosti, vsem volivkam in volivcem, ki so pred dobrim mesecem podali svoj glas, najprej so pomnočno živili, potem pa dali glas Gibanju Svoboda. Kot rezultat teh glasov smo dobili jasen mandat, kakšno Slovenijo si naši ljudje želijo. In so ponižnostjo in hvaležnostjo sprejemali odgovornost, da bomo tako Slovenijo ljudem tudi lahko postavili. Ponoma jasno mi je, da so pričakovali odgovornost, ampak včasih morajo biti tudi veliki, tako da zdaj že strašno, zato da delaš še bolj trdo. V našem primeru je ponoma jasno, da so okoliščine neprijasne, ne samo državenje, ampak celo svetovnem merilu, ne glede na to. Verjamem, ker me tako izučine življenje, takrat, ko veš, kaj
kaj se v njih podajaš in tem, da poznaš svoje poslanstvo. In si obkrožen za odlično ekipo sodelavcev, ki krat noben problem ni reči. Sam verjamem, da mi v Gibanju Svoboda dela prav to. Da mi izjemno ekipo, delavcev, s katerim bomo skupaj, ne jaz to posamezni, skupaj narediti boljše stvari. Vaš prvi korak, postopko rok, vložitev kandidata liste že zdaj? Da, to sem se podpisal pred par minutami, tako da kandidatna lista zraven liste je. Kakšen je zdaj načrt za sejo za izvolitev vlade, bo 3. junija ali če bo šlo morda že prej, že 1. Ne, zdaj treba počakati najprej, da se izvršijo zaslišanja za ministre. Tukaj še reči dilema, ko je vstakali v soboto, nedelje, se bodo zdaj odločali. V vsakem primeru je 3.6. še vedno datum, ki ga lahko ujamemo, pa ne zaradi tega, ker se bi svet podal, če ga ujamemo, zaradi tega, ker je vedno lepo, ko si cilje zastaviš in jih potem tudi uresničiš. S tem, če naš drugega pokaže, marsikomu, da znaš tukaj dovolati, kaj lahko narediš. Tudi zdaj, da ne mogoče, pa da težko, dobra ekipa se bo izvedeli. Lahko te zdaj prvi korake, povedete še enkrat, potem ste izvolili, se pravi, kaj je ta fokus vaše vlade v prvih 3 mesecih? Kako sem napovedal, vsi že pred volitvami, prihaja jesen, tukaj se bomo pripravili. Dve ključni področji, na katerih se smemo pripraviti, če tega ne smemo zgoditi, sta na eni strani post-covidna strategija, se pravi strategija za COVID, na drugi strani pa strategija prehranska, še posebej za ti dve področji bomo dali nacionalno pozornost v prihodnjih mesecih. Istočasno s tem bomo pa izvajali tudi priprave na razvojne projekte, ki bodo štartali z decem. Nenazadnje reorganizacija vlade je namenjena ravno temu, tudi vlado samo organiziramo na način, da lažje podpira razvojne iniciative, ki jih imamo listo. Te tri stvari so tiste, ki se bodo izvajali. Na eni strani zdravstvo, energetika, na drugi strani znanje in priprava organizacije. Mogoče smo še to, predsednik največje opozicijske stranke, se ni oglasil danes v razpravi, kako to komentirate, mogoče ni. Kako sem povedal tudi noter, danes jaz nisem tukaj, da se ukvarjal s preteklostjo, da nas pogledal, da se ukvarjal s skupno prihodnostjo in vsakim okotu se dozvati, da dobrodošel več kot to ni tukaj. Ali lahko morda zdaj že gospod predsednik, da ste izvoljeni, razkrijete sestavo svojega kabineta, kdo bodo vaši najožji sodelavci, nekaj, ko ste že videli v javnosti, vodja kabineta, državni sekretarji in tako naprej? Vidim, da ne verjamete povsem korektno, da smo s tem vprašanjem začeli ukvarjati zares in imamo številke. Imamo nabor kandidatov, jutri se štartajo, če hočete, zadnji razgovor in potrditve in še potem bomo imeli isto sodelavce tudi. Za prisegi Še zadnji, ja. Za prisegi ste dejali, da pozdravite tudi vse tiste, ki se vam še bodo pridružili, na koga se pravzaprav koncilijajo? Vse, nekoga. Želel sem demonstrirati, da obstaja možnost kulturnega dialoga tudi in v politiki. In če bomo se znali spoštljivo nagovarjati, tudi takrat, ko se ne bomo strinjali, potem bomo mogoče lahko naredili kakšne velike korake, za katere radimo res veliko, stalno večino, kalkulaže. Konkretno sem pa upravljal to, danes je bilo malo kar nekaj zanimljivih iniciativ strani ene od stran. Je bilo vesel